Ko mimoidoče vprašamo, ali v teh časih sploh še lahko varčujejo za varno prihodnost, so njihovi odgovori jasni. Jaz pač ne varčujem, tako da jaz nimam teh problemov. Zakaj bi pa varčal? Sem dosti star, vse bom porabil. Ne varčujem, ker samo enkrat živim in ničesar ne bom nesla s seboj v grob. Zanimivo, bankirji, vsaj tako pravijo, tega ne čutijo. Čeprav so jim gospodinjstva lani zaradi zaostrenih gospodarskih razmer zaupala za 80 milijonov evrov manj vlog, zagotavljajo, da smo Slovenci še vedno zelo varčen narod. Čedalje bolj pa se poslužujejo kratkoročnih oblik, torej varčujejo za počitnice, za nakup avtomobilskih gum. Kriza je morda naredila premik tudi v glavah ljudi, kar pomeni, da so se sami odločili in se zavedajo, da morajo sami poskrbeti za svojo finančno prihodnost. In zato varčujejo, a ne v bankah ali vrednostnih papirjih, pa zategujejo pri sebi. Kakšno obleko si meni kupam? Manj se vozim z avtom in potem manj denarja pač porabim recimo za bencina. Ekonomist Simon Mastnak je zato prepričan, da srednji razred postaja vse revnejši, saj mora prodajati svoje premoženje. V tem srednjem sloju je precej ljudi, ki so morda v preteklosti ali zaradi določenih bančnih posojil in na podobne načine lahko si privoščili precej udobno življenje, pa morajo sedaj seveda te kredite vračati in zaradi tega, kot sem že prej dejal, večkrat tudi prodajati svoje naložbe v vrednostne papirje ali vzajemne sklade. No, kljub temu pa še vedno obstajajo tisti, ki z varčevanjem na bankah nimajo težav. Rekorder, ki ga je objavila davčna uprava, je lani zaslužil kar 480 tisoč evrov obresti na depozit. To po nekaterih izračunih pomeni, da ima na banki vezanih kar 12 milijonov evrov. Ja, je pač tako, da na žalost lahko varčujejo le bogati.